V prostem času se pa stanovalci lahko ukvarjajo z raznimi aktivnostmi, od tega, da lahko, bom rekel, nekaj malega tudi delajo v zelenem programu, to pomeni delo od zunaj, z vrtninami, z rožami, z drevjem, urejanje okolice, delajo lahko tudi v pralnici, kot pomoč v pralnici. Delam še v zelenem programu, delam še v pralnici, plus tako da kompletno mazane cunje, prenese se za vse. Nas je okoli 244 prebivalcev, v skupnosti tule pa je se 4 štuki, plus od tega je povezava kompleta, pač v temi delam 7 ur. Če dobiš 60 centov na uro, je boljše kot 60 centov, kot pa nič. Za nekatere je to zadnji dom, v katerem živijo. Zame pač ni, rada bi šla še domov. Rada bi šla pač še domov in pol bi šla v kakšno skupnost, ki se gradi. Temu so nam odobrili zdaj nakup 3 parcel, ko bomo šli v zidavo. In bomo 2 stavbi novi zidali, za naše stanovalce prilagojene. Torej, na Kozini smo dobili odobritev od ministrstva za nakup 1 parcele in v Divači za nakup 2 gradbenih parcel, na katerih bomo nagradili hiše, ki bodo tudi prilagojene za naše stanovalce. Mi imamo že 16-letne izkušnje dela v bivalnih enotah. Prve bivalne enote so se začele odpirati v Sežani, kasneje je odprtih v Sežani 1 hiša in 4 stanovanja, kjer trenutno živi 28 stanovalcev. Nisem bil še nikoli v bivalnih enotah, vendar mislim, da je to prava stvar, da sem prišel samo na Primorsko, ker Primorci so zelo delavni in pošteni. V bistvu si želim iti v stanovanjsko, sem se razdvojen, sem duševno razdvojen. Po eni strani bi rad šel v Sežano, pa v bivalno enoto, po drugi strani bi rad ostal tle. Sem razdvojen in zdaj bomo videli, kaj bo. Kot pa na primer zase pa lahko rečem, da se veselim, da bom lepo živel v hiši in da nas bo tam 6, 8 ali 4, v bistvu, kakor vem, od 4 do 6 stanovalcev v hiši, da bo, no. In to bo pa res, bom rekel, pravo družinsko življenje, a ne. Trenutno se nahajamo v Divači, kjer bomo zidali, oziroma bomo vsak čas najbrž odkupili to parcelo in tukaj postavili bivalno enoto. Bivalne enote so oblika bivanja za stanovalce iz zavoda, kjer stopijo bolj v ospredje individualne potrebe, ki jih lažje zadovoljimo. Trenutne bivalne enote so organizirane tako, da je osebje skoraj stalno prisotno, in da to osebje dejansko počne vse. Od osnovne oskrbe do socialne oskrbe, razen zdravstveno, počnejo zdravstveni delavci. Ni pa nujno, da vse osebe, ki živijo v tej stanovanjski, rabijo prav to vse, ne. Nekateri so samostojnejši, nekateri rabijo več pomoči, nekateri, ne vem, manj ali pa vmes. Ob spremembi in ob individualnem financiranju pa se bo šlo na to, da se bo točno določilo, katere storitve rabijo.
Ja, pričakujem lih to, da bomo šla lepo ven, da mi ne bo treba, da bom imela svojo negovalko, da mi ne bo treba skozi nekoga prositi. Pričakovanja so pozitivna, da bom lahko v miru ustvarjal in pisal. Ja, rad bi šel stanovanjsko, pa rad bi bobnal še, pa rad bi balinal, rad bi hodil v cerkev, rad bi delal. Jaz sem se prijavil za Ankaran, kajti v Ankaranu imam teto. Na morje, blizu morja, Strunjana ali pa karkoli. Potem jaz sem se prijavil za radijevštino. Ja, da ne, če bom šel v Idrijo, nam podpisal, kurče. Me je Sedmakova 5-krat poslala v Idrijo, čist brez veze, nisem podpisal, sem čez 3 doma. Pač vsakimo zadožitve, pospravljanje, kuhanje in ko enkrat obvladaš veščine te, bom rekel, dnevna opravila, ni problema, poj funkcionira tudi zunaj. Zato tudi ne vem, kam bom šel in kaj bo z mano, ne vem. Upam, da bi uspel v bivalni enoti. Tri mesece bo zdaj mimo, ker sem tukaj in želel sem iti stanovanjsko, samo nisem vedel, če mi bo uspelo živeti tukaj. No, pa sem se kar navadil.